Lepo pozdravljeni. V prejšnjem prispevku smo govorili o aktualnih športnih dogodkih, ki so decembra potekali v Sloveniji in po svetu. Sedaj pa si poglejmo novosti, ki so se dogajale januarja in februarja. 3 dni pred začetkom olimpijskih iger gluhih v Sofiji bo od 22. do 25. julija potekal 44. kongres Mednarodnega komiteja za šport gluhih. Med drugim bodo razpravljali o tem, kdo bo organizator prihodnjih zimskih olimpijskih iger gluhih leta 2015. Izvolili bodo tudi novega predsednika Mednarodnega komiteja za šport gluhih, ki ga je doslej vodil Anglež Craig Crowley. Evropska športna zveza gluhih je češki alpski smučarki Terezi Kmohovi podelila priznanje za najboljšo športnico Evrope leta 2012. Je dobitnica vseh 5 zlatih medalj Evropskega prvenstva gluhih v alpskem smučanju, ki je potekalo v švicarskem smučarskem središču Davos. Tekmovala je tudi na tekmovanju, ki ga je organizirala Mednarodna smučarska zveza. Za najboljšega športnika Evrope leta 2012 je bil proglašen atlet Maris Grenins iz Latvije, ki se je rodil leta 1981. Na Evropskem atletskem prvenstvu gluhih je v estonskem glavnem mestu Tallinn osvojil 3 zlate medalje, in sicer na 60 metrov z ovirami in skokom v daljino. Dosegel je 5 evropskih rekordov na 60 metrov ter 3-krat na 60 metrov z ovirami in skokom v daljino. Osvojil je tudi 5 svetovnih rekordov na 60 metrov ter 3-krat na 60 metrov z ovirami in skokom v daljino. Na svetovnem atletskem prvenstvu gluhih v Torontu je osvojil 1 zlato in 1 srebrno medaljo ter dosegel evropski rekord v disciplini na 110 metrov z ovirami. Četrto evropsko futsalsko prvenstvo gluhih se bo od 14. do 22. novembra 2014 odvijalo v bolgarskem mestu Sofija. Športna zveza gluhih Slovenije je na sestanku sekretariata sprejela sklep, da se bo tekmovanja udeležila tudi slovenska gluha futsalska reprezentanca. Če se bo predhodno prijavilo več kot 21 ekip, bo slovenska reprezentanca igrala v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Če se jih bo predhodno prijavilo manj kot 21, se bo slovenska reprezentanca gluhih avtomatično uvrstila na evropsko prvenstvo. Prednovoletnega mednarodnega turnirja v bovlingu, ki ga je organiziralo Dunajsko športno društvo gluhih, se je udeležilo tudi Celjsko društvo gluhih. Sodelovalo je 24 tekmovalcev in 8 tekmovalk. Med posamezniki je bil najboljši nemški predstavnik Simon Wildenhain iz Stuttgarta, ki je odigral popolno igro s 1355 keglji, med posameznicami pa njegova rojakinja Corina Wenzel s povprečno 182 podrtimi keglji. Naši igralci in igralke so osvojili naslednje rezultate.
8. mednarodni futsalski turnir in 3. mednarodni ženski odbojkarski turnir je organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Med 15 prijavljenimi ekipami je zmagalo zagrebško društvo gluhih Silent Zagreb pred nemškim Stuttgartom A, tretji pa so bili domačini iz Društva gluhih Podravja Maribor. Prijavilo se je 5 ženskih odbojkarskih ekip. Igrale so vsaka z vsako. Največ točk so osvojile tekmovalke Power Deaf Women iz Slovenije, drugo mesto so osvojile tekmovalke iz Slovaške ŠK Neko, tretje mesto pa so osvojile tekmovalke iz ekipe Mele s Hrvaške. Več o tem si lahko pogledate na spletni TV. Zimska liga v orientacijskem teku je potekala v Krumperku blizu Domžal. Trasa je potekala okoli Jamarskega doma na Gorjuši. Petra Šiler je v svoji skupini osvojila 4. mesto, Marjana Rejec je v svoji skupini osvojila 9. mesto, Pavel Rejec 12. mesto, za njim pa se je uvrstil Vladan Vukajlović. V Gropadu je potekal 6. mednarodni tek brez meja. Prijavilo se je veliko število tekmovalcev iz Italije in Slovenije. Kljub mrazu in dežju je nastopilo približno 200 tekmovalcev. Edini gluhi tekmovalec iz Slovenije je bil Vladan Vukajlović, ki je v svoji kategoriji osvojil 8. mesto. Rusko mesto Šukolovo blizu glavnega ruskega mesta Moskva je gostilo prvo svetovno prvenstvo gluhih v deskanju na snegu. Potekalo je od 8. do 17. februarja. Prijavljenih je bilo 10 držav, in sicer iz Evrope, Amerike in Azije. Tekmovali so v 5 disciplinah: v paralelnem slalomu, v slogu halfpipe, v paralelnem veleslalomu, v velikem skoku in deskanju na snegu. Rezultate in fotografije si lahko ogledate na Drugo svetovno prvenstvo gluhih v curlingu se je odvijalo od 23. februarja do 2. marca v švicarskem mestu Bern. Prijavljenih je bilo 5 ženskih in 7 moških ekip, kar je bilo več kot pred 4 leti, ko je bilo prvo svetovno prvenstvo gluhih v Kanadi. Rezultate si lahko ogledate na spletni strani. Več o prvem svetovnem prvenstvu gluhih v alpskem smučanju na spletni TV na zveza-gns.si. Anja Drev je osvojila naslednje rezultate: smuk, članice 4. mesto, mladinke 2. mesto. Super veleslalom, članice 6. mesto, mladinke 3. mesto. Super kombinacija, super veleslalom in slalom, članice 8. mesto, mladinke 5. mesto. Zdaj pa si poglejmo še pregled domačih športnih dogodkov. Potekali sta državni prvenstvi v badmintonu in v bowlingu posamezno in dvojicah. Več o tem na spletni TV na zveza-gns.si. Z oddajo Aktualni športni dogodki smo končali. Hvala za pozornost. Glejte nas spet prihodnji mesec. Nasvidenje.